dam seveda besedo našim gostom. Danes imam 3 gospode med sabo, ki se vsi ukvarjajo v bistvu s področjem zagovorništva. Gospoda Branka Mačka vsi dobro poznate, predsednika Načškofijske Karitas Maribor, že 30 let deluje v Karitas in je tudi glas revnih, tudi veliko v medijih, pa tudi drugače. Potem je z nami tudi Albin Gilc, ki je direktor platforme Sloga. To je platforma za združevanje organizacij, ki delujemo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči, pa tudi globalnega učenja, pa tudi Slovenije se dotakne. Konec koncev zdaj cilji trajnostnega razvoja v bistvu zadevajo vse. Albin je tudi že aktiven na civilno-družbenem področju od 80 let. Veliko je delal na temo trajnostnega razvoja, ekologije, tudi nekaj priročnikov napisal na to temo, tudi poučeval na univerzi, pa tudi svetoval je ministru za okolje, tako da ima veliko različnih izkušenj. Potem je pa tudi še z nami Matej Cepin, ki pa vodi Socialno akademijo, to je pa tudi organizacija, ki v bistvu spodbuja mlade, pa tudi odrasle k aktivnemu državljanstvu, vključevanju družbe, tudi prej veliko mladinskih organizacijah delal, kot je Mladinski ceh, potem še Mladinska akademija, tudi zelo aktivno pri skavtih, tudi veliko usposablja mlade na različne teme, pomaga pri strateških načrtih in podobno. Tako, to so naši gostje. Pa bi kar začeli z vprašanji. Zdaj bom jaz nekaj vprašanj vprašala, na koncu boste imeli pa tudi vi možnost, da vprašate, če nismo kaj povedali tisto, kar vas zanima. Gospod Branko, pa bi začela kar z vami. Že 30 let, že 300 let, že 30 let ste pač povezani z revnimi, pomagate tistim, ki so v stiski, tako doma, kot tudi v tujini. Načškofijska Karitas Maribor je zelo povezana tudi že dolga leta s pomočjo v Srbiji. Kako bi vi opisali ljudi, ki so brez glasu, brez pravic, kje so v bistvu največji problemi revščine? Največji problemi revščine, z njimi se srečujemo vsak dan najbolj ljudje, župnijski Karitas, voditelji, sodelavci. To so ljudje, ki so vključeni v naše programe, ki se oglašajo na župnijski Karitas, škofijski, slovenski. Srečujemo jih pri župnijskem delu, tudi pri svetih mašah. To je človek, ki potrebuje mene in tebe, da začuti, da nisem sam, brez glasu in pravic, kajti sem tukaj, sem dobrodošel, me vidiš, poslušaš in čuti moje stisko, kot se pri nas oglasi. Vse vemo, da papiri marsikaj prenesejo, imamo vsi pravice in tudi, da se lahko oglasimo, koliko pa smo res slišani in upoštevani, pa je drugo vprašanje. In na Karitas, koliko pač iz mojih izkušenj, zanimivo, da se večinoma oglaša res tisti, ki niso slišani, ki upoštevani. Kajte, če bi bili, potem ne bi prišli na Karitas. Bi lahko rešili marsikaj na vseh ustanovah, ki jih toliko imamo, in zato prihajajo k nam. Zato potrebujejo nekoga, ki jih zagovarja, zato imamo tudi zapisano v naših etičnih načelih, zagovorništvo revnih in odrinjenih. Vsak je na posebni način odrinjen. In kje so največji problemi revščine? Veliko je, vsi vemo obličje revščine. Že občutek od večnosti, da
zdaj je moderno govoriti pri starejših, da se počutijo samo, da so odveč, ampak je to pri otrocih, je to pri mladini, srednjih generacijah, vsaka generacija se počuti velikokrat zavržena, ne le starejši. Nesprejetost otrok, mladostnikov starejših, kako sem rekel, tudi to se zaznava v vseh generacijah, ki prihajajo na Karitas revščina. Potem je revščina v tem velikem nesmislu mladih, nič se ne splača, ne bomo več kaj delali, čim prej bi radi zaslužili. Pa nič kaj dosti naredili, imeli bi, pa nič kaj dosti naredili. Pa revščina velikokrat prinaša tudi to, da ni dostojanstva v naših odnosih, kaj šele do revnih. Ko to doživiš in ga skušaš doživeti, se živeti njega, potem lahko mu pomagaš, ki pride k tebi. In te prime, da želiš človeku v stiski podariti, vrniti dostojanstvo, stopiti v odnos, čeprav je to v današnjem času nekaj posebnega in tujega. Si misli, ko ni te sprejetosti, in če jih sprejemaš, te imajo za malo čudnega. Iz prakse povem, kolikokrat so imeli za čudnega, zakaj temu in temu pomagaš, temu in temu pa ni. Pa ja ni revno, ni tak naprej. Moderne so zdaj študije, imamo ne vem koliko študij, ki natančno povedo, koliko je revnih, kako živijo ti revni. Pa šteto zgodb poznamo in tako radi se razpišejo na tako zgodbo in potem žal novinarji skoraj 50% ugotovijo, da so se malo zmotili, da niso pravega zagrabili, ker revni človek navadno se ne izpostavi. Veliko o tem govorimo, tudi ko pridigamo radi, potegnemo kako zgodbo in omenjamo revščino, ko govorimo o dobroti, o ljubezni, o Karitas. Ja, preveč je besed, tudi mogoče bo danes veliko besed, veliko papirjev prevečkrat, ki vse prenesejo. Ni pa tistega odnosa, sočutja, bližine, da bi začutili drug drugega. Žal, preveč gledamo nase oziroma zase in tako nismo sposobni videti. Ne vidimo sedanjih različnih obličij revščine. Otroci, ki so brez kruha in možnosti šolanja, tudi pri nas, ne zle po svetu. Usoda beguncev, ki tako ne radi ponudimo roko in življenjski prostor. Pa starejši. Ja. Ni odnosa do človeka, tako velikokrat bom še podobno ponovil, in do revnih. Namreč, ne upamo si zavzeti tudi ne v delovnih okoljih, mogoče tudi na Karitas, ker se bojimo, nas je strah, da izgubimo službo, dobro ime, če se bomo zapevali za pravico, resnico, če bom zagovarjal evangeljska Kristusova sporočila, naročila, ki mi jih daje evangeliju, raje sem tiho. Toda le pri njem, kot učeniku, se moram učiti videti človekovo revščino. Tudi on je vedno videl. Ne mislim samo na materialno, ter jo skupnimi močmi reševati. Največji zagovornik nas vseh je Kristus. Uči nas tudi, kako vključiti človeka nazaj v družbo. Vse se revni težko vključijo v družbo, ki gre sorazmerno dobro. Hvala Bogu, nam gre še dobro. Žal se je tem ljudem tudi težko vključiti v cerkev. Župnijsko občestvo, kako da ni prostora za nje.
In če se ustavim še pri delavcih, priseljencih, migrantih, veliko revščina, sedaj posebej v tem času koronavirusa, še večjo revščino nekako doživljajo v svojem življenju. Ne poznajo jezika, se ne znajdejo, izgubili so, imajo tistih 80% ali kaj takega, odpuščeni so, trkajo na vrata Caritas. Namreč jaz vidim velik problem tudi za to našo revščino pri delavcih, ki se oglašajo pri nas na Caritas, da imamo poleg Zavoda za zaposlovanje vse polno nekih agencij za zaposlovanje in potem pošiljajo človeka od vrat do vrat, da ne morejo urediti vse na enem mestu, kako se poznašati, da še jaz ne najdem. Na to me opozarjajo moji sodelavci. In kako vidim jaz zagovorništvo, da vztrajam pri opozarjanju na stiske. To me naučilo tako metrina. In od začetka sem že tak, da sem vztrajal. Pri iskanju izboljšanja poti za človeka, ki potrebuje sočloveka, da skupaj prehodiva del poti, ki bi se naj izboljšala. Dajati novega upanja v vsaki situaciji, kjer se je človek znašel. Ne le dajati, ampak da nadaljuje življenjsko pot s menoj, da mu pomagam shoditi. Zato moram z nekaj časa hoditi z njim. Zato mi je zelo pomembno, kako opozarjam na te probleme. Da vidim najprej človeka v njegovi resnični potrebi. Po zgledu danega svetega očeta, pa prejšnji tudi, ampak ta je pa nekaj izrednega, ne se pri vsaki nagovoru, en del je vedno človek v stiski, pa konkretno nam pove, si že pomislil na to, da ob tebi hodi tudi ta človek, takšen človek, ki te potrebuje, ki potrebuje širšo skupnost, ki potrebuje najprej tebe, potem pa druge, da jih ti angažiraš. Poslušati, prisluhniti in slišati. Ne ocenjevati, koliko mi je blizu ali oddaljen, tudi od cerkve. Temveč ga zaslutiti v ljubezni, ki jo nosi v sebi tako kot jaz. Vse Božji otrok tako kot jaz. In ko pozorno prisluhnem, vse drugo sledi. Jaz mislim, da imate to izkušnjo, mogoče še bolj kot jaz, ker zadnja leta sem bolj bil sem na župniji, pa če mi še kdo reče, da naj se s kom pogovorim, ali kdo želi z menoj se pogovoriti, ker se preveč razrasla, Caritas ima preveč programov. Toda potrudim se, da prisluhnem, da slišim, velikokrat je težko, da ga začutim in on mene. Potem se lahko pogovarjamo in mu lahko pomagam. Sem lahko njegov zagovornik in on tudi moj. Skupaj s človekom, ki je tudi začuti, da je dobro nekaj narediti za napredovanje. Stopiti kakšno stopnico više. Vem pa, da to pa dobro vem, da velikokrat je to najtežje. Zato, ker najlažje je samo prejemati, tudi posebej, ko si nekje na tleh in ko prideš po pomoč, ko si v stiski, misliš, da te bo to rešilo. In če nismo takrat tisti, ki poslušamo, težko slišimo, in če ne spostavimo tega odnosa, težko pomagamo celosti. Jaz sem prepričan, da je potrebno močno zaupanje v Boga in tega je veliko pri sodelavcih Caritas.
Človek to začuti tudi pri sodelovanju z ljudmi pri drugih ustanovah in tudi državnih uradih, za katere radi rečemo, da so hladni, pa velikokrat, vsaj jaz sem začutil, da so tudi zelo topli, da si prizadevajo za to, da ne vidijo samo papirja, da vidijo samo člena, po tem členu dobiš to s revnim, ja, to ti pripada, drugo pa ne. Opozarjati in zagovarjati. In še en taki svetli primer. So rekli, da naj bi povedal, da 30 leti se marsikaj nabere. Ko sem se vsem vozil, sem tudi našem generalnemu tajniku povedal, da sem se spomnil, ko sem šel po njega, ko sem se tam čez brege vozil, iz Večinske, Šentilske, da smo zagovorniki pri Karitasu že vsega začetka. Že takrat, ko smo bili ustanovljeni, ko smo zagovarjali, da treba pomagati tistim, ki so bežali iz kasarn, in smo jim pomagali. Pa nismo se nič izpostavljali medijsko, kaj, pa so prepoznali takrat, ja, da je to zagovorništvo bilo dobro, celo smo dobili neki pečat. Dobro, pa to ni pomembno. Pomembno je to, da smo zagovarjali takrat. Ker pa sem bil zelo močno vpet v migrantsko problematiko tam na naši šentilski meji, ker je Šentile, drugače sem jaz doma, je, mislim, da dober primer zagovorništva tisto, da smo sprejeli našo hišo, naš Opise Karitas, begunsko družino, da gospa dela v razdelilni kuhinji Betlehem in na programu donirana hrana, otroci se šolajo. Da je sedaj tako, smo morali biti vztrajni. Vztrajna tudi družina. Vztrajni pa pri tem, da se je družina sploh lahko združila. Mama je bila tu z enim sinom, ata, v begunskem nekem centru, v Afriki, z drugim sinom. Vztrajni. Bilo je treba vztrajati pri sodelovanju z državo, zavodom za poslovanje. In to je uspešno. Če skupaj stopimo, je uspešno. Žal, nekaj nam pa ni uspelo. In mislim, da bo to je treba nekaj premakniti. To lahko samo poseže Bog. Vse tisti, ki oddajajo stanovanja, da spoznajo novo, da se oni sami tu noter, da se nekaj zavrti. In ne moremo pomagati pri iskanju stanovanja. Vse, ko najdejo ponudbo, so vedno na drugem mestu. In ko pride naslednjič, oprostite, gospa, je že oddano. Namreč gospa že zelo dobro govori slovensko. Otroci tudi seveda, če hodijo v šolo. Pa vsi dobro vemo, da ni tako. Skoraj vsa stanovanja so še danes nezasedena, ki jih niso hteli dati. In to samo zato, ker nimajo prave barve kože. To me zelo boli. Ko mi ona tako pokaže, zaradi tega, vidite, me niso sprejeli. Mene sigurno zelo boli. Vse sami to ugotavljajo in tudi povedo, da vidim, da res zelo zaradi tega trpijo. Zagovorništvo pa mi imamo zelo dolgo, vede. Nič novega ne odkrivamo. Mogoče samo, da je toliko nekih skupin, ki hoče zagovarjati enega, drugega, tretjega, četrtega, petega, desetega. Navadno samo skupina se zbere in velikokrat je tako, ker je pač nekaj razpis, da se bomo prijavili, ampak to za drugič bolj
vemo, da so to telesna dela usmiljenja in duhovna dela usmiljenja. Zagovorništvo je žalostno tolažiti, prav svetovati, tudi odpuščati, tudi Boga prositi. Delamo pa, lažje nasičujemo, želja napajamo, popotnike sprejemamo, oblačimo, bolnike obiskujemo, jetnike rešujemo. Tudi vsaka župnica Karitas, mi pa imamo malo več tega, da mrtve pokopavamo oziroma spremljamo, ko nas pokličejo, če nimajo svojcev in tako naprej. Toliko. Jaz sem vse odgovoril, ker vam moram povedati, da jaz nisem navajen tako govoriti, čeprav pridigam ne, ampak tako na pravnih mizah pa ne rad govorim, ker jaz reči delam in to vedo vsi, ki z menoj delajo, oziroma s katerimi jaz in kateri me podpirajo pri mojem delu, tudi pri tem, da se trudimo zagovarjati vse z našimi programi in zagovorništvo so vsi programi, ki jih peljemo na naš škofijski Karitas. Bomo potem, ko te boste že kaj spraševali, boste še gospoda povedali. Hvala. Gospod Branko, hvala lepa za zelo lepo pričevanje. Sploh to se mi je dotaknilo, kaj ste naredili za to družino, mislim, da je iz Eritreje, koliko ste se zavzeli za njo in to je res tisto pravo zagovorništvo za konkretnega človeka, ki se zdi, da je na lokalni ravni res zelo pomembno. Zdaj pa dajem besedo Albinu. Če ne bo še ti povedal, kdo so zadnji tisti ljudje, mogoče še malo širše v Evropi, pa svetu, no pa tudi v Sloveniji, ki so brez glasu, pa tudi v bistvu, zakaj je sploh zagovorništvo pomembno, kaj to sploh je, kaj z njim lahko dosežemo. Najlepša hvala, Jana, za predstavitev prej, za vabilo in hvala Slovenski Karitasu za vabilo, da sem lahko danes med vami. Albin Kevs je moje ime in moram reči, da čutim tudi veliko hvaležnost tem, ko se najdem v krogu ljudi, ki na terenu, v dnevnih situacijah pravzaprav izvajajo tisto, za kar se med ljudmi gre, da delajo dobro, da pomagajo tistemu, ki je pomoči potreben, da slišijo tistega, ki kliče tudi brez besed k pomoči. Skratka, v tistem vsakdanjem življenju, ko se pomagamo drug drugemu in ko se tudi zelo dobro počutimo v tem, ko nam pristopi na pomoč ali pa se vpraša, kako je z nami. Ker takrat se čutimo pravzaprav, ko vznikne tisti, čemu rečemo skupnost. Skratka, sem res hvaležen, da sem lahko med vami. Ko je Peter omenil pravzaprav geslo, v katerim se stvari izvaja in to je slišim te, je moja ne toliko zagovorniška pamet, ampak bolj aktivistična pamet, ne moramo skočila v smeri, da seveda mi govorimo zato, da bi bili slišani in uslišani. In zagovorništvo, ko govorimo o zagovorništvu v vsakdanjem življenju, je to zmeraj, ko stopite za neko vsebino in poskušate drugemu povedati, zakaj je pomembno, da bi ravnali drugače, ali da bi naredili nekaj, ali da se bi morali pozanimati zakaj. Skratka, zmeraj, ko to naredite na preodalen, premišljen način, stopite k nekomu, pravzaprav izvajate zagovorništvo, pojem, ki se pač za to dan današnji uporablja. Ampak seveda ima to zagovorništvo v sebi tudi ta aktivistični del, ta dejavni del, ko se mi premaknemo iz svoje cone obdobja zato, da ustvarimo možnost, da nastopi sprememba, da pomagamo nekomu, da pride do stanovanja, da nam to zavračanje pove dejansko, v kakšni družbi živimo.
si ni. Ne? In da se seveda s tem soočimo na način, ki je čisto človeški, da pristopimo k drugim, ki mislijo podobno, zato da potem lahko ta glas pojačamo in tudi še si razdelimo naloge in smo še uspešnejši pri tem, zakaj smo se pravzaprav bili skupaj, oziroma k čemu smo bili poklicani. In po mojem globokem prepričanju je to eden najpomembnejših ali najbolj častnih stvari, ki jih človek lahko v svojem življenju počne, na način, da ne škoduje nikomu in da pravzaprav vse svoje zmožnosti, ki jih ima na voljo, ali po Božji milosti, ali po naravni loteriji, kot eni rečejo, ne, da te zmožnosti uporabi za to, da dela dobro. In ko se me vprašala Jana, kdo to pomoč potrebuje, koliko nas je, ki to pomoč potrebujemo, da mi vsi iz svojih vlastnih izkušnje vemo, da seveda potrebuje včasih pomoč tudi nekdo, za katerega bi na prvi pogled nikoli rekli, da sploh karkoli potrebuje. Ampak, seveda, kaj mu bo veliko materialno bogatstvo, če v sebi čuti nemir, nezadovoljstvo, muko, ne ve zakaj, ne najde smisla. Skratka, tudi tak človek potrebuje pomoč. Ne? Seveda je soočenje z revščino, ki ima 1000 obrazov in je drugačno v Sloveniji, kot je recimo v Rwandi ali pa v Mariboru in Ljubljani. In vsa ta naša prizadevanja, ko se odločimo o tem, kaj bomo počeli za svojim življenjem in da mi bilo zaupano, je pravzaprav odločenje o tem, na kak način pristopiti. In zagovorništvo je ena od tehnik, s katerimi mi lahko to poslanstvo pravzaprav izpolnjujemo. Tako da teh 1000 obrazov, s katerimi se soočamo, samo pomeni to, da moramo še bolje se organizirati, še bolj učinkovito delati, se izobraževati in k temu gre tudi moja hvaležnost, o kateri sem govoril na začetku. Ravno to seminarji, usposabljanja, delavnice, na katerih med seboj delimo izkušnje, kako stvari, kako procese peljati, kako se na nje pripraviti, kako oblikovati sporočilo, na komu je to sporočilo namenjeno in tako naprej. Vse te dejavnosti prispevajo k tem, da lahko mi še bolje upravljamo delo, da zmanjšujemo količino, kot je rekel gospod Maček, količino neupoštevanih, odrinjenih, ki je odtegnjeno iz takšnih ali drugačnih razlogov, ali zaradi nesreče, ali zaradi rojstva, ali zaradi barve kože, ali karkoli si ljudje pravzaprav zamišljamo, da dela razliko med nami, da se pravzaprav k temu posvetimo na polno in vsa ta znanja, ki jih skozi takšno usposabljanje pridobivamo, nam seveda lahko prinesejo večjo zaupanje in upanje v svoje delo na način. Bomo kar tukaj nadaljevali, zdaj smo nekako bolj začutili, kaj je to zagovorništvo. Albin, tebe bi pa prosila, da nam čisto konkretno poveš, kako poteka zagovorništvo, na ravni posameznika, ene organizacije, več organizacij skupaj, pa tudi, ali lahko en posameznik, recimo en predstavnik Župnijske Karitas, tudi lahko uspešen na lokalnem nivoju, ali več lahko naredimo skupaj, pa mogoče, če poveš kar še čisto konkreten primer Sloge, platforme, recimo uspešen primer, kako je potekalo neko zagovorništvo, na kakšen način se je sledilo, da res dobimo ta občutek, no se mi tudi veliko na Slovenski Karitas skupaj Slogo delamo, tudi kakšne zagovorniške kampanje, mogoče, če nam čisto konkretno razložiš, kako to poteka. Najlepša hvala tudi za to vprašanje. Zdaj, glede na to, da smo govorili o osnovni šoli, srednji šoli, da je bilo, da za tem pride tudi univerza. In da ima seveda vsaka metoda, vsak koncept ima neko svojo realnost, ki jo moramo razumeti. In ta je seveda zelo različna, glede na to, kje delujem. Ali delujem v lokalnem okolju, ali delujem na ravni države. In
zavisi od tega tudi, komu bo sporočilo namenjeno. Skratka, zagovorništvo je, kako bi rekel, je zagovarjanje stališč, idej, oseb na način z pomočjo argumenta. Se pravi, če že s ciljem, da ustvarimo neko spremembo. Se pravi, želimo prepričati lokalno oblast ali pa v manjši občini verjetno kakšnega referenta, zato da bi bilo mogoče pa dobro, če bi naredil manjšo spremembo, ki bi olajšala delitev hrane, recimo, lokalno hrane. Seveda bomo razmislili, kdo ta človek je, če ga poznamo ali pa ga ne poznamo, se pozanimamo o njem, pripravimo primerno sporočilo, ki bi lahko delovalo in probamo pristopiti in to seveda tudi povedati. To je zelo praktično delamo. To pravzaprav tudi, ko se jaz za mojo hčerjo, ki je že v puberteti, ko se greva igro participativne demokracije in opažam pa, da v tem zorenju seveda ona tudi prihaja v tem, da uporablja argumente, ko reče, če mi to počnemo, to je na škodo nekoga drugega. Se pravi, da to že rekel, zelo hitro pri otrocih pride to na plan, da zelo jasno zelo, da to pa lahko škoduje. Tudi kar počnemo, tudi če počnemo v dobri veri. Ampak s tem, ko se pogovarjamo, ko se izmenjujemo, seveda odstremo marsikatero vsebino ali pa tančico nad nekimi vsebinami, ki jih mogoče v prvem trenutku tudi ne vidimo. Mogoče bomo skozi pogovor zelo hitro ugotovili, da pač referent tega ne naredi zaradi tega, ker ima tam nek pravilnik. In bomo ugotovili, da ker moramo potem seveda nasloviti del občinskih svetnikov, zato da bi se pravilnik spremenil. Skratka, in zato lahko bojo mi rekli, ja, mi pa pravilnika ne moramo, zato ker pa zakon to predpisuje. Potem pa se te ozrli, ti slovenski Karitas na nacionalni ravni, ki še imamo podljiv zakon. In zagovorništvo bo potem potekalo na tisti strani, da bo šla slovenska Karitas do pristojnega ministrstva, rekel, tu je pa zdaj taka dikcija, ki nam to preprečuje in bomo morali to popraviti, kako bi lahko to naredili. Se pravi, to je že sicer malo težje, ampak se da, tudi se da, in se tudi da veliko, predvsem se tudi že naredilo. Zdaj, seveda, če slovenska Karitas bo ocenila, da bi bilo pa dobro, da se tukaj vplete še po platforma, recimo v kažem primeru, bomo pa seveda tudi mi pristopili na pomoč in to naslovili po kakšnih drugih kanalih, ki jih pač imamo. Skratka, zelo praktično delovanje, zelo razumno, se pravi, ko zagovarjamo neko stališče, neko idejo, neke osebe, s pomočjo argumentov. Se pravi, ko oblikujemo smotrno sporočilo, s katerim želimo prepričati pristojne, na različnih ravneh, lahko so tudi naši soobčani, prepričati v to, da naredijo nekaj, s čimer se bo situacija spremenila na bolje. Mislim, da bolj praktično, če bi še lahko povedal. Zdaj seveda za vsakega od teh delov identificirati problem, razumeti problem, kaj je tisto sporočilo, ki bi ga morali poslati, kdo so tisti ljudje, ki imajo moč, da odločajo o tem. To je pa domača naloga, ki je mora vsak zagovornik zelo jasno praviti, pogledati, videti. To se da početi tako kot priprava projekta. Pa rečemo, to je cilj, to so pa dejanja, s katerimi bomo cilj dosegli, ta dejanja potrebujejo toliko časa, toliko ljudi, potrebujejo toliko finančnih sredstev in smo že pravzaprav zelo blizu neki projektni ideje, ki bomo naredili. Isto je pri zagovorniškem načrtu, ki se ga lahko potem tako, da identificiramo, kdo so odločevalci, komu bo sporočilo namenjeno, kaj bomo sporočili, na kakšen način bomo sporočili, ali bomo brali direktno, ali bomo čim malce okoli, ali bomo to podprli potem tudi mogoče z kakšnimi drugimi dejami, recimo organiziramo okroglo mizo v lokalnih skupnosti, napišemo pismo županu, organiziramo srečanje občanov na določeno temo. Skratka, zelo praktično si naredimo načrt, kako bomo prišli od tega, da tistega referenda prepričamo, da bo spremenil neko majhno odločitev, zato da bo se zgodila sprememba, ki jo mi želimo. Prej gre za zelo racionalno
vsi imamo s tem izkušnje, vsi to delamo, mogoče ne razmišljamo v teh pojmih, ampak vsi to počnemo v vsakdanjem življenju, ko se pogovarjamo z partnerjem, ko se bomo odločili, kam bomo šli, če bomo šli na dopust, pa če bomo šli na dopust, kam bi šli na dopust. Ali pa odločali se v nakupu kakšne večje stvari, ne skupaj in tako naprej, potem zagovarjali svojo rešitev. Je to šlo na podoben način, pravi smo vsi upremljeni z tem že na začetku. Zdaj se moramo samo strukturirati te stvari. Se pravi, kot sem rekel, komu, mislim, kaj je vsebina, komu bomo morali pristopiti, kateri argumente bomo uporabili, kakšno bo naše sporočilo, katera orodja bomo za to uporabili in s tem smo že upravili veliko. Zakaj pa je treba to načrtovati? Zato, ker ko načrtujemo, bomo že vnaprej premislili, kaj lahko gre narobe, kje se lahko zaplete, kako ravnati, če se zaplete. Zdaj, tukaj smo, nekaj nas je sivih, on se še dobro drži. Sivih, vemo, da smo, da veliko, kar gre do stvari narobe, proti pričakovanjem. Zato se pa dobro tudi združevati in delati, si ustvariti skupino tudi na lokalni ravni, zato, da si te izkušnje izmenjamo, kaj smo se naučili, kako, veš mi, jaz sem pa že imel tak primer, pa tam ni ratalo, pa bi lahko mogoče probati drugače. Skratka, ko načrtujemo, mi pravzaprav predvidevamo, kako bi lahko stvar v prihodnje potekala in se na to pravzaprav tudi duhovno pripravljamo, mentalno se pripravljamo, si zapišemo in ko gremo skozi, seveda je dobro tudi, da o tem samem sebi in skupini poročamo, zato vemo, ali smo dosegli tisti rezultat, ki smo ga želeli, oziroma kako je potrebno ta načrt prilagoditi, zato da bomo lahko ustvarili tisto spremembo, za katero smo se odločili, da je potrebno. Zaradi samo otrok, ki jih pač zagovarjajo. Mogoče še čist konkretno zadevo, recimo. Eno konkretno akcijo, ki je usloga. Sem upal, da boš pozabila na to, da namreč, konkretno je zaradi tega, ker zagovorništvo je lahko zelo zapletena stvar in mi kot nacionalna platforma se gibljamo na ravni odločitev vlade in državnega zbora. In kar pomeni, da ciljamo na zelo specifično publiko, ki je, ampak jaz bi rekel mogoče takole kot primer, uspešnega zagovorništva je bilo priprava strategije za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarne pomoči Slovenije, kjer smo pravzaprav svoja sporočila usmerili v sektor, ki je to pripravljal, se pogovarjali z političnimi akterji, ki so to odločitev sprejemali, zato da so ostale notri za nas ključne vsebine in to je, da bo slovensko mednarodno razvojno sodelovanje temeljilo na človekovih pravicah, da se bo usmerjalo da bo humanitarna pomoč usmerjena učinkovito na tej podlagi, da imamo noter prizadevanja za enako spolov in prizadevanja za globalno učenje. Skratka, da so vse te vsebine zapisane v tem pomembnem dokumentu, ker se na podlagi tega potem tudi izvajajo ukrepi in dejanja vlade na tem področju. Tisto, kar pa nismo uspeli, je pa to, da bi dobili bolj zavezujoč stavek za to, da bi temu področju namenili več sredstev. Tukaj je pa seveda finančno ministrstvo je bilo utrdba, ki je nismo uspeli osvojiti in so zapisali, da se bo Slovenija prizadevala za dvig sredstev na tem področju. Mi smo pa želeli imeti zelo jasno napisano noter, da bo izpolnjena zavezo, ki jo smo dali pred leti. Zdaj, verjetno si začutil tudi samo, zakaj se zapravo temu izogniti, zaradi tega, ker stvar postane rahlo neoprejemljiva, rahlo težje oprejemljiva, ko začneš govoriti o teh policy, ali o teh politikah, ki se oblikujejo na
zaradi tega, ker se poznate v lokalni skupnosti, ker veste, kdo je kje, ker tista občinska uprava tudi ni tako velika, da se ne bi vedel, kdo je za kaj odgovoren. Da je pa seveda potrebno najti tisto pravo mero zahtevane spremembe, ker morajo zaradi tega, ker se v ozadju odločitve, ki se bodo sprejele, vplivali seveda na proračun občinski, na postavko, a se bo nekje vzelo, pa se dalo drugam. Skratka, tudi to je treba upoštevati. Zato tudi pri zagovorništvu velja, da moraš najti tisto, moraš razviti en občutek za pravo mero zahteva. Velikokrat ljudje imamo pričakovanja, ki jih preoblikujemo v zahteve, ki so pa izjemno težko uresničljive glede na dano situacijo. Kot reče, ne veliki problem, kako se sooči z velikim problemom, je tako, kot se lotiš pojesti slona. Je tudi precej enostavno. Po koščkih. Korak za korak in zato mora biti stvar pravzaprav načrtovana v tem smislu, da dosežeš tisti cilj, ki si se ga na začetku zastavil. Hvala, jaz mislim, da smo že slišali kar nekaj konkretnih stvari. Jaz bi pa sama rada vseeno eno recimo konkretno stvar povedala, ker je Caritas Evropa dosegla pri zagovorništvu na ravni Evropskega parlamenta, ampak tiče se tudi vseh vas. V bistvu par let nazaj, ko se je nov proračun sprejemal v Evropski komisiji, je Evropska Caritas se borila, da so v bistvu sredstva za evropsko hrano, ki jo vsi delite na župnijskih Caritas, ostala taka, kot so, tam, kot so. In tudi nas recimo veliko sprašvala, kako v Sloveniji poteka, vsi pridobivali informacije, da lahko zagovarjala pri Evropskem parlamentu. In ravno s pomočjo Caritas Evrope, njenega zagovorništva, vi še danes na ta način delite evropsko hrano. Tako da vidite, to so zelo pomembne stvari, tudi na politični ravni, da se pač en zakon, ne vem, da tudi na ta način se potem lažje pomaga ljudem, kot so stiski. To je samo en čist konkreten primer, recimo, uspešnega zagovorništva, ki ga jaz sama poznam. No, ampak pač na zagovorništvo se treba, Mateja, ne, tudi vedno pripraviti. Mogoče, če še tudi kakšno besedo na to, da temu rečeš nekaj, je tudi Albin, kar nekaj že povedaj na to temo, ampak je lahko pa tudi pot težka, lahko so tudi kakšni izzivi, ki jih je treba tudi premostiti, pa kako jih recimo premoščati, lahko nas doleti vse sorte. Ja, res je, lahko nas doleti vse sorte. Zdaj na lokalni ravni, tako kot je že gospod Kevc rekel, praviloma se poznamo in so te v bistvu grde in težke reči ponavadi v manjšem obsegu, ker vendarle je neka kontrola medsebojna toliko večja. Bolj ko greš na širši nivo, bolj je sistem robusten, bolj so ljudje oddaljeni drug od drugega, več je vključenih ljudi, manj se ve, kdo je za kaj odgovoren, manj je osebnih poznanstev in veliko več na nek način angažmaja in poguma in tudi načrtovanja to zahteva. Zdaj, tako kot je gospod Kevc rekel, potrebuje se dobre argumente in meni osebno je ravno družbeni nauk cerkve, ko sem ga spoznal in spoznaval, nisem nek zelo strokovnjak za njega, ampak toliko osnov pa, da vem, kakšno mesto mu dati v mojem življenju. Družbeni nauk cerkve mi je pomagal pri iskanju argumentacije. In sicer zato, ker temelji na enem par na zelo malem številu nekih načel. Glavna sta recimo človekovo dostojanstvo in solidarnost, ki jo tudi meni je Slovenska Caritas ravno zgled med vsemi organizacijami skoraj, kako te dve vrednoti živi, človekovo dostojanstvo in solidarnost. Zakaj ravno ta dva? Zato, ker se mi zdi, da človekovo dostojanstvo je usmerjeno na posameznika, solidarnost je pa usmerjena na to, kako bomo mi skupaj delovali, kako bomo drug drugemu. Ni to samo neka enosmerna stvar, ampak recimo čisto konkretno, jaz marsikomu kaj pomagam, ampak tudi sam pa
zaradi tega, ker zelo slabo vidim, rabim kdaj kakšen prevoz ali pa čuvanje otrok ali pa karkoli, ne, in smo dejansko, zelo zanimivo je, v našem lokalnem okolju je za nas odgovorna ena mojica. Ne. Ta mojica je v bistvu ločena, ima tudi s svojim sinom malo probleme in tako naprej, in ona nam kot veliko družino, ker imamo pač 7-članska družina, nas pride obiskovati za praznike in tako in se lepo pogovarjamo, ampak ona nam kar nam pomaga zlikati ali karkoli tako, prav prijetno, ampak se mi zdi, da tudi ona od nas kar veliko dobi, no, mogoče kakšno svojo rano na tem obisku zaceli. In to je meni tista ta prava solidarnost. No, no in te dve vrednoti, človekovo dostojanstvo pa solidarnost, sta postali na nek način moji glavni vrednoti, ko razmišljamo o družbi. Tako da zelo pomembno se mi zdi, danes je množica nekih ideologij, nekih konceptov in tako naprej, da tukaj ostanemo na nek način pri zdravi pameti. Da na eni strani ne pademo v past liberalizma, kjer je svoboda posameznika zelo pomembna, ne, in je pač ne bi več davkov plačevali, ne bi več skupnosti, ne, v pretiranem liberalizmu. In na drugi strani, da ne pademo v past pretiranega socializma, kjer je pa skupnost toliko pomembna, da se posameznik ne more več izraziti. In zato se mi zdi, da je družbeni nauk cerkve res tista, meni osebno, Slovenija toliko rab neko srednjo pot v avtu, vsem glede smo se pogovarjali, koliko se polariziramo, in se mi zdi, da družbeni nauk cerkve, če na njega ne nalepljamo križov, pa tega, kar ljudje ne marajo videti v prvi sapi, ne, ampak da živimo to. In tukaj ste mi res nekateri, ki vas osebno poznam, iskali ta zgled, kako te dve vrednoti res lepo živite. Tako da jaz tukaj res vidim vaše od Karitas najmočnejše izhodišče. Potem pa pripravljice v tem, da čutiš, jaz temu rečem, goreči grm. To je moj osebni izraz, pač poznate vsi Mojzesovo zgodbo. Goreči grm je nekaj, kar ti da toliko energije, da si pol pripravljen 40 let po puščavi. Goreči grm mora imeti toliko energije, toliko naboja, ne, da ti 40 let si pol pripravljen to furat sapa, bi rekli, mladi. Brez tega, da ti čutiš ta goreči grm, in ta goreči grm je ponavadi se rodi iz tvojih preteklih zgodb, ko te je se nekaj dotaknil tvojega srca v preteklosti, ali je bilo to srečanje z eno osebo, ali je bilo to, ne vem, videl eno družbeno situacijo, najbolj ti v misijonih ogromno tega, tam dobila ogromno gorečih grmov, ne. Jaz osebno sem goreče grme dobil dejansko v mladinskih skupinah, ko sem bil sam dosti izključen, malo zaradi svojega značaja, malo zaradi svojih oči, in sem potem v enih mladinskih skupinah se totalno razsvetil, res tako totalno. Jaz nisem upal nastopati pred 10 ljudmi, potem 3 leta zatem sem pa iz Prešerca vodil prireditev Podaj mi roko, če se spomnite tega imena, za par tisoč naključno mimoidočih. To je bil zame eden od mnogih gorečih grmov, zakaj jaz zagovarjam mlade v Sloveniji. Torej, brez tega gorečega grma po mojem nas furaš 40 let po puščavi. No in potem so pa tudi te veščine. Od pisanja dopisov, od najdeti pravega človeka, od najdeti, se pravi, znati brati zakone, znati iskati luknje, imeti, v bistvu, znati dobiti kakšen denar, znati narediti dober govor, navdihovati, voditi, nuditi varnost sodelavcem in to je pa v njih pol 40 let. Če berete Mojzesovo zgodbo, čisto vse je bilo. Uprali so se mu lastni, hrane ni bilo, lahko bi to primerjali, da denarja zmanjka. Potem kar naenkrat sovražna vojska in ne vidiš več rešitve in se samo v Bogu lahko še obrneš, da bi ti morje spucil, da bi šel lahko po suhem čez. In ti pol praviloma drugače je bil goreči grm dovolj močan. In zelo jasno na nek način, niti
cilja svojega zagovorniškega delovanja. To so pač, kot je Ivan Oman rekel o osamosvojitvi Slovenije, ne? Pa mu noben ni verjel, 40 let bo trajalo, da se stvar normalizira. Ne? Zdaj smo na 30 letih, ne? Pa se še ni normalizirala. Se pravi, mogoče je bil še Oman optimista. Ne? In Oman je umrl, Oman ni videl normalizirane Slovenije še. Ne? In to se dogaja z našimi vsemi obljubljenimi deželami. Nima smisla gledati do svoje smrti, ne? Treba je gledati čez. Te cilje svojega delovanja si je treba čez svojo smrt postavljati. En ameriški govornik Simon Sinek, jaz ga zelo rad poslušam, je napisal knjigo The Infinite Game oziroma Neskončna igra. Govori o tem, da če igraš samo končne igre v življenju, lahko zmagaš veliko teh iger. Ne? Bomo imeli letos najboljše leto, bomo to ono tretje, ne? Ampak ni nujno, da si pa zmagal vojno. Če pa ti igraš neskončno igro, recimo egiptovski Jožef je tak lik, ker pade velikrat dol do dna, ne? Pa se spet pobere, ampak igra neskončno igro. Ne reče, ok, konc je zmagal, bankrot. Igra neskončno igro. In tudi zato je to pomembno to osebno poslanstvo in da si na koncu specializiran v eno področje in še nekaj. Slovenski katoličan si praviloma ne vzame toliko dostojanstva, da bi rekel, tudi pa 60-ih je še možno imeti življenjsko poslanstvo. Jaz verjamem, boste rekli, ti še mlad, ne, čeprav nisem, ne, ker jaz sem pa na to zelo občutljiv. Jaz pač sem 44 mlad do 30, ne, v slovenski zakonodaji, ne. Ti še mlad, še ne veš, kaj boš rekel, pa 60-ih res je, ne vem, ampak verjamem pa v to, da v vsakem življenjskem obdobju je možno imeti goreče grme in hoditi čez puščavo iz teh gorečih grmov in da noben ni za staro šalo. Nasploh modrost premalo cenimo in ravno modrost je tista, ki bi pri zagovorništvu marsikdaj lahko prav prišla, ker ko je, ne vem, glejte Borisa Pahorja, če on nekaj reče, pa on ni še za staro šalo, se je sam 107 let. Pač, če on nekaj reče, bo to nekaj veljalo. Ja, ok, to je on, ampak nekateri tle ste 20 let mlajši, ste samo 87, ste še veliko pred seboj. In tako, res vas hočem spodbuditi, jaz sem drugačen računalničar po izobrazbi, ampak sem pol se zelo navdušil nad pedagogiko pa andragogiko in to je zelo moja močna vrednota, da dokler živiš, dokler ti srce bije, si se zmožen učiti, si se zmožen razvijati, si zmožen doživljati goreče grme, si zmožen iz teh gorečih grmov delati družbene spremembe. Tudi če je sam z molitvijo na smrtni postelji. Hvala, Matej, to je Boris. Dan nam energije in Afrika je res moj goriči grm, priznam. Vedno lahko črpam iz tega. Tako, zdaj pa še mogoče Armin. Včasih v bistvu se borimo, ne vem, kje je neka meja, recimo, tudi, da se res borimo za ranljive skupine, ali pa, ne vem, za pravice vseh skupin, za to, da se samo borimo, kje je tista zdrava meja, recimo, za koga se boriti. To je eno izmed načel, ki si moramo držati to, da spoštujemo dostojanstvo tistega, ki ga zagovarja. Da je vključen, da je upoštevan, da ne prihajamo kot zunanji nekom pa zato, ker želimo nekaj delati pa nekomu, kar pač
damo na nek piedestal, ali pa ko rečemo nekaj, če me reči, absolutna svoboda na drugi strani. Ne. Zdaj, meni je moja življenjska izkušnja povedala tako, če tudi sem se zmotil v študiju, pa začel študirati filozofijo, bolj da bi šel mogoče prav, ampak je bilo vse dobro zato, ker sem pač vse nekaj knjig prebral v tem življenju. In ena stvar, ki je iz tega študija prišla, je to, da seveda so filozofi zelo močni v argumentu in močno zagovarjajo neko svoje stališče. Potem, ko pa razmišljaš, kaj ti pravzaprav sporočajo, da življenjska izkušnja doda tisti neko sol k temu, kako pravzaprav tudi spis brati. In ko nekdo govori o tem, da moramo tudi ljudje biti enaki, tega ne jemljamo na način, da moramo biti dejansko enaki. Čeprav tudi takšne pričakovanja obstajajo. Recimo Rdeči kmeri v Kambodži so zelo verjeli v absolutno enakost in so pomorili 2 milijona ali 4 milijona ljudi, 2 milijona ljudi, iz razloga, ker so imeli čara, ker so znali tuje jezike, ker so bili šolani za kakšne druge obrti, zato da bi naredili ljudstvo enako. Se pravi, ne govorim, se ne izmišljamo stvari. Imamo primer v zgodovini človeštva, ker se jim nekdo hotel to dejansko narediti. Seveda je rezultat bil katastrofalen, sploh za tisto ljudstvo tam in še danes so te bolečine v tem okolju zelo močno zapisane. Po drugi strani, ko rečemo pa svoboda, rečemo, da moram biti svoboden za vsako ceno, in greš do konca in rečeš, kaj pa pomeni biti svoboden, povsem svoboden, kaj to pomeni? In tukaj nas pa en drug filozof, ki je pa, mislim, da zdaj 250 let njegovega rojstva, je bil Hegel, ki je, mislim, da samo zaradi tega stavka se ga splačalo prebrati, da absolutna svoboda se prevesi v absolutno samovoljo. Ker ni več nobene spone, ničesar nad menoj, lahko naredim karkoli. Govorim, sam sebe, karkoli. In ta absolutna samovolja je seveda negacija absolutne svobode. In to nam pove, tako pri enakosti kot pri svobodi, da moramo zelo razmišljati o tem, kaj je zdrava mera, kaj je prava mera po človeku. In meni, kar sem se jaz načel življenje, je to, da tukaj nastopi pa tisti vezni pojem med obema, ki je pa pojem pravičnosti. Kako zagotoviti, da bodo moja dejanja pravična, zato da ne bom ogrozil enakosti med ljudmi in da ne bom poškodoval možnosti svobode, ki jo ljudje imamo. In ta pravičnost, kako pa zdaj pravičnost razumeti, da spet se zelo zapletena stvar, ampak gre za to, da ravnamo na tak način, da ne škodujemo in da pomagamo. Obče človeški zakon, zlato pravilo, mislim, da celo rečemo. Ne delaj nekomu tega, kar ne želiš, da bi bilo storjeno te stave. In že to, če ga ponotranjimo in ko ga razmišljamo, ko se ukvarjamo z izzivi, ki jih imamo v lokalni skupnosti v državi, je potrebno iskati pač iz tega, biti pripravljen poslušati, biti pripravljen slišati, ampak tudi preudarno razmisliti o tem, kaj je tisto sporočilo, ki ga jaz svoji skupnosti želim predati, zato da ne bo izgubilo prave mere. Občutka za pravičnost, tisto, kar je prav, in ko si imenil prej dostojanstvo, da ne poškodujemo dostojanstva drugega.
Skratka, da si vzamemo čas za pogovor, za biti tudi sam seboj, zato da premislimo tudi, kar počnemo, zakaj počnemo in kako bi to, kar počnemo, delali bolje in prav. Hvala za to priložnost, da lahko neko svoj goreči grm na nek način povedal. Ja. Zdaj, ura že počasi gre prek 9:30, pa mogoče, če bo vsak še eno zaključno misel od vas, pa če imate še kakšno vprašanje, mogoče še kakšno spodbudo. Pa tudi mogoče Branko še malo izzovem, Kristan je lahko sploh družbeno kritičen, mogoče za zaključno misel. Ja, potem, jaz nisem kristjan, ne smem biti kritičen. Mislim, da mora biti kritičen, saj je tudi Kristus bil kritičen in imamo veliko njegovih sporočil. Jaz mislim, da tudi pri, tako kot sem prej rekel, da pri papežu vsak dan ugotovimo lahko pri njegovih sporočilih, posebej kadar ima tedenske svete maše jutranje, vedno se ustavi pri človeku, ki je v stiski, kako je treba pomagati. Tudi pri evangeliju, pa tudi, da je bilo tudi Stara zaveza, celotno sveto pismo nas k temu spodbuja, da moramo biti pametno, kritični, po kmečki pameti kritični. Jaz se temu govorim, kako pravi, ko oznanjam za te maske, nositi ali ne, kako se vesti v tem času koronavirusa. Bodimo in živimo po kmečki pameti, zdravi kmečki pameti. In to pomeni, da znamo se varovati in da znamo tudi poskrbeti, da drugega ne ogroža. Jaz sem prepričan, kristjan mora biti kritičen, seveda ne ekstremno, da bi samo svojo kritiko kaj rušil, ampak da bi svojo kritiko gradil in tem pomagal, da bi nam bilo lepše in bolje in sem prepričan. Vsem hvala, da nam je lepše in bolje v teh 30 letih vašega dela. Jaz sam osebno verjamem v to pozicijo, da to tudi večkrat reče, da mora biti iskren do sebe in do drugih. Zato moraš tudi biti, tako kot rečemo, kritičen. Ker je to pravzaprav del našega življenja. Kritičen pomeni, da pravzaprav povemo uvid v stvarnost, tako kot jo vidimo in jo podelimo z drugimi. Družba, v kateri to početje
pocena, zaradi tega, ker so to ponovadi časi, kjer se veliko stvari premika, veliko je negotovosti, kriza in tako naprej, medtem ko njihov konfucianizem je učinil, da je pač tisti ideal družbe, ko obstaja harmonija. Tisto pa ni več tako zanimivo, meni so več interesantni časi. No, ampak skratka, mislim, da pred nami je eno tako obdobje in kakršnokoli prizadevanje za izgradnje skupnosti je pot, po kateri bomo te čase, ki prihajajo, pravzaprav preživeli lažje, bolje in upam tudi pravične, na način, da nikoga ne pustimo ob strani, da lahko pomagamo sebi in drugim. Tudi zaradi tega, ker smo si to zapisali med cilje trajnostnega razvoja, ki govorijo, katerih glavni načelo je, da nikoga ne pustimo ob strani. Zato se tudi prizadevamo. Poskušam eno zelo kratko misel, zagovorništvo in Caritas. Caritas, jaz nikoli nisem bil prostovoljc pri Caritas ali karkoli, razen v kakšnih takih priložnostih, ampak se čutim del Caritas. Čutim, da je Caritas ena dimenzija vsakega kristjana. Vi, ki ste pa jedrno noter, pa še toliko bolj. Kakšni drugi pa kaj drugega počnemo. In en neverjetno velik dar se mi zdi ta avtoriteta, ki jo Caritas ima, kadarkoli jo vidim v Odmerih na RTV Sloveniji. Tudi noben je še skoraj, da ni popredalčko levo desno, čeprav je čisto samoumevno, da je v neki polarizirani Sloveniji pač Caritas desna. Zato, ker pač ne vem, kar je crkveno. Kar bi v normalni demokraciji pomenilo, da je Caritas liberalistična, ne pa socialistična. Ampak vsi vemo, da ne moreš Caritas spraviti v te okvirje in ravno zato imam toliko veliko, bi rekel, avtoriteto in integriteto, da prvič ne tega zafrkniti, to sem prosil že Imreta in vse tajnike naprej, zato ker ste res dragoceni in drugič, da je to uporabljati za zagovorništvo na nacionalni in na lokalni ravni, ker vi ste taki Boris Pahori, kot sem prej rekel. Če se vi oglasite, nekaj šteje in vsi smo navajeni, da se kruha ne meče stran, da se pa tako integriteto včasih stran vrže, nam je pa čisto vse. In pač dolžni smo s tem darom, ki smo ga dobili in zaenkrat imate res velik dar te integritete v družbi. Sej, ko se mer, koliko ljudje zaupajo cerkvi, pač zaupajo sem Caritas. Ne tega strane. Prosim, v dobro mojih otrok. Ja, hvala lepo vsem trem res za vse te lepe tudi zaključke, te lepe besede, pa vse, kar smo slišali, mislim, da smo res veliko koristnega in tudi duhovno bogatega zvedeli. Mislim, da smo tudi zelo spodbojeni z gorečimi grmi, pa da je zagovorništvo potreben pogum, treba je biti pogumom, pa spregovoriti, če vidimo, da se dela ki kakšna krivica, da s tem gradimo boljše družbo, tako je Albin rekel, da nikogar ne pustimo zadaj, seveda vse pa temelji na človekovem dostojanstvu, pa solidarnosti, pa evangeliju. Tako da res hvala vam vsem za res to, se mi zdi, da je bila res bogata okrogla miza. Tako pa zdaj pa, če ima še kdo kakšno vprašanje, pa kar dvignete roko, pa bomo prinesli mikrofon. Mene pa zanima zagovorništvo in vera. Polno smo vsega dobrega omenili tu, ampak če mi člani Caritasa moramo tudi zagovarjati vero ali pa samo deliti dobrine tistim, ki jih potrebuje. Kaj vi mislite o tem? Odgovor, gospod Branko.
tega skoraj da ne omenjamo, skoraj nikoli ne omenjamo Kristusa, pač nam se zdi, tudi med sabo nimamo katoličani, nismo vsi zaposleni katoličani recimo, daleč od tega, tudi ena hod na proteste, recimo skoraj vsak petek, pa ne, da je to zdaj se izključuje, ampak smo zelo različnih nekih spektrov, ampak nekako skušamo pa s svojimi dejanji na nek način tega, to, da nekako poskušamo vsakega sprejeti, kljub temu, da imaš veliko dela, to, da se mu posvetiš, to, da iščeš njegove edinstvenosti, to se mi zdi taka drža, ki bi jo jaz želel posnemati, tudi če zelo dolgo časa ne spregovorimo o Jezusu. Jaz mislim, da s tem, ko delimo, s tem, ko sprejemamo človeka, s tem, ko ga sprejmemo, že s tem oznanjamo svojo držo do svoje osebne vere in potem tako smo oznanevalci. Saj vemo, da večkrat z deli, ne samo z besedami, celo Jezus pravi, vera brez del je mrtva.